Stanje v slovenskem kmetijstvu je slabo. Drastično so padle odkupne cene mleka, pšenice, mesa in drugih kmetijskih pridelkov. Padanje odkupnih cen kmetijskih pridelkov je stalni trend dvigovanja stroškov pridelave. Naravne nesreče, neugodne klimatske razmere se odražajo v izčrpavanju in slabšanju ekonomskega položaja kmetijstva. Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo in prehrano in aktualna vlada pa se obnašata, kot da krize v kmetijstvu ni in temu primerni so tudi protikrizni ukrepi, ki jih praktično na področju kmetijstva ni. Ministrstvo se je v preteklem obdobju ukvarjalo predvsem samo s sabo, obljube pa so bile in med drugim naj izdvojim, da je minister obljubil, da bo pri delu ministrstva upošteval strateške dokumente, ki jih je sprejela naša vlada, in tu naj poudarim, da se je zavezal, da bo deloval po izbiri modela neposrednih plačil na osnovi strateškega načrta razvoja podeželja, da bo upošteval program razvoja podeželja Republike Slovenije za leto 2007-2014, strategijo prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva s podnebnim spremembam, nacionalni gozdni program, nacionalni strateški načrt za razvoj ribištva. Med drugim pa je obljubil tudi znatne podpore kmetijskim gospodarstvom in živinskim podjetjem v času gospodarske in finančne krize. Obljubil je več razpisov za naložbene podpore in prilagoditev le-teh novim razmeram in potrebam. Obljubil je nove ukrepe v smeri zaščite proizvodne na območjih z omejenimi možnosti za kmetijsko dejavnost. Zaradi odsotnosti ukrepanja, zaradi neizpolnjevanja obljub se stanje v kmetijski in živilsko-predelovalni industriji nezadržno slabša. Vse slabši ekonomski, pa tudi likvidnostni položaj slovenskih kmetij in živilsko-predelovalne industrije. Usoda kadrovanja na področju ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je podobna kot na drugih področjih. Nerešen ostaja tudi problem reševanja škod po naravnih nesrečah, nerešene težave z zavarovalnimi premijami, neustrezno upravljanje z ljudmi, z škodo po divjadi in še kaj bi se našlo. V odboru za kmetijstvo smo enotni v oceni, da aktualna vlada ne obvladuje kriznih razmer na področju kmetijstva in podeželja, da se ne odziva ustrezno in pravočasno, zato so razmere iz meseca v mesec slabše in bolj alarmantne. Poleg tega smo v odboru za kmetijstvo tudi mnenja, da je za delovanje kmetijstva bilo sprejetih zadosti kvalitetnih strateških dokumentov, ki jih je minister sam postavil v spredje, in predlagamo še 3 kratkoročne ukrepe, ti pa so naslednji. Nujno in tako je treba izplačati avanse za ukrepe izvajanja kmetijske politike, za področje OMD, plačilne pravice, kmetijsko-okoljske ukrepe, premije, investicije v kmetijstvu. Kot inštrument za obvladovanje krize je potrebno tudi pospešiti objavo razpisov za investicije v kmetijstvu in programe prestrukturiranja in prilagoditve kmetijskih gospodarstv. Nujno je treba povečati število razpisov, prilagoditi razpise kriznim razmeram in omejiti možnosti in omejenim možnosti zagotavljanja lastnih sredstev, s katerimi se soočamo zaradi učinkov krize. Vsekakor pa je treba zagotoviti takojšnjo finančno pomoč najbolj prizadetim pridelovalcem, predvsem krušnih žit, mlekarjem, pa še kdo bi bil potreben. Hvala lepa.